O, kako je lepo biti glup, kako je lepo biti glup. Po vrnitvi s počitnic so politiki zavihali rokave. Niko nas pojma nema, da smo davno v mašini, da smo davno v mašini. O, kako je lepo biti glup, o, kako je lepo biti glup. Z delom so začele skupina za usklajevanje fiskalnega pravila, skupina za upravljanje državnega premoženja in skupina za reševanje slabih terjatev. Pozitivna Slovenija je dala vse od sebe in v skupino za usklajevanje fiskalnega pravila imenovala najboljše, kar premore, Mašo Kociper. Pozitivna Slovenija vpisu zlatega fiskalnega pravila v ustavo sicer nasprotuje, zato pravzaprav preseneča njeno sodelovanje pri njegovem usklajevanju. A za naše pingvine nobena žrtev ni prevelika, saj so svojim znanjem in sposobnostmi vedno pripravljeni pomagati vladi Janeza Janše. Mi menimo, da koaliciji primanjkuje ustreznega strokovnega znanja resnično in poskušamo z našim doprinosom za vprašanji, za dilemami pomagati, da bi bil ta zakon, če bo pač sprejet, čim boljši. S temi besedami je strokovnjakinja za kvadraturo krogov Maša Kociper razložila humanitarno razsežnost učne pomoči, ki jo je v vsakem trenutku pripravljena nesebično ponuditi vladi Janeza Janše. Maša Kociper namreč ve, v čem je problem in zna to tudi nazorno razložiti. Zdaj šele te stvari dokončno razumem. Fiskalno pravilo pomeni nekaj, ampak mi imamo zdaj, fiskalno pravilo pomeni toliko, mi imamo pa zdaj toliko. In zdaj moramo mi ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec. Ste razumeli? Ne? Pojdimo počasi. Ampak mi imamo zdaj, fiskalno pravilo pomeni toliko. Ko reče toliko, Maša nazorno zakrili z rokami, kot če bi pobožala večjo zelnato glavo. Potem reče še. Mi imamo pa zdaj toliko. In zakrili z rokami, kot bi pobožala srednje veliko glavo brstičnega ohrovta. In potem je vse jasno. Zdaj moramo mi ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec. Kako? A da ni nič jasno? To bo pa zato, ker Maša govori o krogcih namesto o luknjah. Pri proračunu gre seveda za luknjo. In če bi lepo rekla, da moramo to veliko luknjo postopoma spraviti v to malo luknjo, potem bi pa verjetno šlo. Še posebno pod pogojem, da je luknja znotraj prazna, okoli nje pa ničesar ni. Ja, kaj pa naj bi bilo okoli? No ja, v tem konkretnem primeru lobanja, pa frizura, pa velika očala seveda. I wear sophisticated clothes, I say sophisticated things. Everything about me says I'm a sophistication king, but when I'm with you, can't seem to find my cool. Yeah, when I'm with you, I just sit there and drool. I got sophisticated hands, I got sophisticated feet, a sophisticated car parked on Sophistication Street. But when I'm with you, can't seem to find my cool. Yeah, when I'm with you, I'm just a dribbling fool. Po vseh teh intelektualnih dosežkih vas je gotovo zamikalo, da bi tudi vi dodali kak prispevek k slovenski urbani modrosti. Naj bo, imamo izziv. Pomagajmo varuhinji človekovih pravic Zdenki Čebašek Travnik, ki ne ve točno, v katerih primerih bi morala ukrepati. Ko so se namreč v Ljubljani pojavili grafiti Ubi Janšu, je varuhinja podala naslednjo definicijo sovražnega govora. Pri sovražnem govoru družbeno močnejši odvzema dostojanstvo šibkejšemu. Osebe na javnih funkcijah pa ne sodijo med družbeno šibkejše.
Sledila je internetna grožnja premierju Janezu Janši in njegovi družini, potem pa še nekaj tovrstnih groženj sami varuhinji, ki je pravzaprav tudi oseba na javni funkciji. Kaj pa zdaj? Kaj naj Reva stori? Naj si pomaga z Marjetico? Ukrepati, ne ukrepati, ukrepati, ne ukrepati, ukrepati, ne ukrepati, ukrepati, don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two, and now that we're through. So what can I do? I'm asking you. Where can I go where to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you. Where can I go where to be?